Jezus Kristus je prišel po Božji volji na to zemljo. In nikoli, prav nikoli ni zatajil očetove volje in ne Božje besede. Vedno znova je tudi poudarjal, da ne izpolnjuje svoje volje, ampak le Božjo voljo. In kaj je Božja volja? Se lahko vsi vprašamo. Božja volja je popolna ljubezen. Popolna ljubezen do življenja, do svojega življenja in do življenja vseh bližnjih. Jezus Kristus je poznal Božjo voljo, jo živel, o njej govoril in jo udejanjal. Bil je pravi služabnik Božje volje. Samo Božjo voljo je izpolnjeval. Ves čas, v vseh situacijah. In to daje njemu to veličino, da je resnično bil pravi Božji sin. V Mateju 23. poglavje, od 1. do 10. vrstice, lahko vsi preberemo ta nasvet od Gospoda Jezusa Kristusa. Kako je pomembno, da prav nikogar na tej zemlji ne imenujemo Oče naš. Nikogar. Prav nikogar. In poudaril je, da smo se vsi med sabo bratje in sestre. In da to razumemo v globino. Kaj to pomeni, da smo med seboj bratje in sestre? Ki imamo sporočilo od Gospoda Jezusa, da imamo ljubezen do bližnjega na prvem mestu. Da nikogar ne imenujemo niti škof, niti papež, niti predsednik. Prav vsi bližnji so naši bratje in naše sestre. Večkrat slišim v cerkvenih krogih, ko nekdo reče svoji lastni soprogi sestra. In sestra reče svojemu soprogu brat. In starši rečejo svojim polnoletnim otrokom brat ali sestra. To je izpolnjevanje Božje besede. Da nikogar ne povišujemo in da vsakega ljubimo z Božjo ljubeznijo. In Jezus Kristus, ko so mu povedali, da ga je prišla obiskat mama in njegovi bratje, je vprašal svoje učence, kdo je moj brat, kdo je moja sestra, kdo je moja mama? Vsak, ki besedo Božjo posluša, je rekel Jezus, je moj brat in moja sestra. S tem je dal vedeti, da tisti, ki se ali povišujejo, ali ki si jemljajo določen naziv na tej zemlji, niso njegovi bratje in ne njegove sestre. Vsi smo dejansko Božji bratje in Božje sestre na tej zemlji. Imamo vsi istega očeta in po isti zemlji hodimo. Zato je tako nesprejemljivo, da se sodimo, da se tožimo, da ubijamo resnico, da zapiramo brate zaradi izpolnjevanja Božje besede, da jih celo ubijamo, da dajemo na križ Božjo besedo in Božje preroke ubijamo
in božje mazilence zapiramo, križamo, zažigamo. To je vse veliko kršenje božje besede in božje volje. Kaj je božja volja? Božja volja je, da se dogaja samo to, kar je res božja volja. Da pride božje kraljestvo, kakor je na nebu, tudi na vso zemljo. Da smo vsi posvečeni s to božjo besedo, da jo sprejemamo v svoje srce in jo darujemo vsem bližnjim, tudi sebi, tudi svojim neprijateljem, tudi sodnikom, sodnicam, tožnikom, vsem, ki živijo v grehu. Kaj pa je greh? Kaj je greh? Greh je sodba. Greh je negiranje brezpogojne ljubezni. To, kar je tudi prva alineja našega 9. člena statuta Društva za srečno življenje Belis. Tudi jaz se vedno znova in znova moram spomniti moje zaveze, da bom služila v imenu brezpogojne ljubezni vsem svojim bližnjim. Imam tudi sama izzive, priznam. Nisem izpolnjevala božje besede, ko sem bila mlada, ker je niti nisem poznala. Nihče me ni podučil, kako pomembno je za moje življenje, da dajem vedno brezpogojno ljubezen do bližnjih, do očeta zemeljskega, do matere zemeljske, do bratov in sester na zemlji, na prvo mesto. Imela sem res preveč zamer, preveč sodb, celo zemeljsko upravičenih, a vendar iz duhovnega vidika so vse te sodbe meni osebno najbolj škodovale. Zato, odkar poznam to božjo besedo, se resnično prizadevam, predno zaide sonce, odpustiti vsem, ki so me tisti dan, čez dan, ali ranili, ali po krivici obsodili, ali prezrli, ali kakorkoli oškodovali. Ja, molim za svoje sovražnike, preden zaide sonce, in odidem spat z mirnim srcem, s čisto dušo in zaspim z božjo ljubeznijo. Tudi zbudim se z božjo ljubeznijo in velikokrat opozarjam ljudi, ki se sodijo, tožijo, kregajo, ločujejo, lažejo in tako dalje. Odločite se za brezpogojno ljubezen. V našem društvu je že veliko ljudi imelo teste. Na žalost jih vsi niso uspeli narediti s to brezpogojno ljubeznijo. Odšli so iz društva z prošnjo, da jih izpišemo iz tega društva, ker češ naše društvo preveč propagira to brezpogojno ljubezen in niso pripravljeni biti ponižni pred božjo voljo. Ta ponižnost pred božjo voljo nas ščiti, nas varuje, nas usrečuje, nas zdravi. In zakaj ne bi sprejeli to božjo resnico, ki je tako preprosta in tudi darilo za vse nas? To je tako, kot da vam bi nekdo podaril 10 milijonov evrov, vi bi pa rekli ne, ne želim, nisem vreden, ne morem sprejeti tega darila, moram delati. Ja, božja ljubezen je veliko darilo za vse nas. In Jezus Kristus, ki je resnično
največji človek, ki je kdajkoli živel na tej zemlji, ki je odprl pot milosti, ki jo dobivamo direktno iz neba. Vrata milosti so odprta, nam podarja kot dar to brezpogojno ljubezen, če smo res pripravljeni jo sprejeti v svoje srce in jo darovati svojim bližnjim, pa tudi sebi. Očetova volja je, da sprejmemo njegovo ljubezen in da ga imenujemo njega, samo njega za svojega očeta. Vsi poznamo zgodbo, da je Jožef sprejel vlogo skrbnika za Jezusa Kristusa. On je bil moder mož, veren, ščitil je Marijo, varoval jo je, ljubil jo je. In ljubil je otroka, ki nam ga je rodila z brezpogojno ljubeznijo v moči milosti in svetega duha. Tako tudi mi lahko smo dobri skrbniki, varovanci Božje besede, ki jo dajemo svojim bližnjim, tudi otrokom, ki so dar dobesedno iz nebes za nas, za našo radost. Ja, zemeljska mati in zemeljski oče morate vedeti, da je vsak otrok nebeški dar od očeta nebeškega in da je nebeški oče, pravi oče, vsakemu otroku na tej zemlji. Da je naša dolžnost, da z ljubeznijo to sprejmemo in da cenimo življenje, ki smo ga dobili v dar, da skrbimo za to življenje z ljubeznijo. In da tudi otroke naučimo, kdo je njihov pravi oče. Ker mi zemeljski ljudje včasih pač pod težo bremen zemeljskih nismo lih brezpogojni, nimamo te modrosti včasih, da bi z brezpogojno ljubeznijo vzgajali, učili svoje bližnje otroke, ki smo jih dobili v dar. Otroci morajo vedeti, da imajo čudovitega očeta, ki jih vedno neskončno ljubi in da jih je poslal na to zemljo, da bi živeli v radosti, v miru, z ljubeznijo. To moramo vsi vedeti, kdo je naš pravi oče. Ker če to vemo, potem je naše življenje pesem, radost. Smo zaščiteni s to ljubeznijo, pred vsakršnokoli manipulacijo na tem svetu. Gospod Jezus Kristus je na križu, ko je bil preizkušan, samo izrekel: moj Bog, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Ja, na križu se je zgodil velik čudež. Ni bilo sodbe za vse tiste ljudi, ki so Gospoda Jezusa Kristusa poslali v trpljenje na križ. Ni jim zameril, ni jih obsodil, ampak je izrekel besede, ki so odprle pot milosti za vse nas. Moj Bog, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Tudi mi moramo v vseh situacijah, ki so za nas boleče, nerazumljive, krivične, izreči to isto modrost. Moj Bog, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Vedno znova se moramo spomniti, da v imenu očeta lahko vedno damo odvezo
prav vsem ljudem, tudi sistemu, tudi vladarjem, tudi sodnikom, tudi sodnicam, tudi tožnikom, tudi kriminalcem, ubijalcem, prav vsem ljudem. Zakaj? Zato, da bo naša duša postala povezana z nebeškim očetom. Da bomo ostali v radosti, v miru. In s tem, ko mi odpuščamo, jim je tudi tem ljudem odpuščeno. In razsvetljujejo se, spoznavajo svoje zmote in zablode in imajo priložnost, da se pokesajo, opravičijo in se tudi oni odločijo za darovanje ljubezni. Jezus Kristus je vsem izpolnil očetovo voljo, prav vsem. Služil je z brezpogojno ljubeznijo na tem svetu. Pozdravljal je slepce, obujal je mrtve, odpuščal je, učil je, da je samo eden oče. In ta oče je na nebesih. Je ta duh, Božji duh, s katerim je z ljubeznijo vse vidno in nevidno ustvaril na tej zemlji. Vse prav vse je od Boga. Vsi mi in vsa zemlja. Nihče nima pravice si ničesar prilaščati. Nihče nima pravice ubijati življenje. Nihče. Vsi pa imamo dolžnost izpolnjevati Božjo voljo, kakor na nebu, tako na zemlji. Se hrani z Božjo besedo, Svetim duhom in odpuščati vsem našim sovražnikom, sovražnikom ljubezni in tudi odpuščati vsem, ki so nas prizadeli, zato da bo Bog naš oče, da nam bo lahko podarjal tiste milosti in blagoslove, ki nam jih je namenil. In naj se Božja volja dogaja z vsemi nami. To je moja molitev. Moja molitev je, da naj resnica zmaguje, brezpogojna ljubezen in da bomo vsi resnično bratje in sestre med seboj in da bomo darovali to brezpogojno ljubezen, o kateri nas je poučil Gospod Jezus Kristus, ki je dejansko bil pravi Božji sin in največji človek, ki je kdajkoli živel na tej zemlji. In hvaležna sem, da imam čudovitega očeta na nebu. Hvaležna sem moji zemeljski mami in mojemu zemeljskemu očetu, da ste me sprejela in jima sem res vse odpustila, saj nista znala, ne vedela, kako bi me ljubila z brezpogojno ljubeznijo, ker te ljubezni od svojih zemeljskih staršev nikoli nista dobila. Zato bodimo milostljivi do ljudi, ki imajo zamere, sodbe, tožbe, ki ne delajo to, kar je Božja volja, ki ne odpuščajo, ki ne delajo za mir in sprave. Bodimo milostljivi vsi, da se bo milost in brezpogojna ljubezen pomnožila na zemlji in da bomo v dejanjih resnično bratje in sestre med seboj. Jaz osebno se iskreno zahvaljujem vsem vam, ki slišite in ki slišite to Božjo besedo, da imamo samo enega očeta in ta oče je skupni oče in je na nebu in to je ta Božji duh, ki ga lahko sprejemamo in darujemo vsem bližnjim. Najlepša hvala za vso vašo pozornost in za to, da slišite, kdo je vaš pravi oče. Hvala lepa za današnjo vašo čudovito pozornost in da slišite to, kar nas je Gospod Jezus naučil. Da imamo samo enega očeta, ki je na nebu in da je naša dolžnost in naša pravica in naša prednost, da izpolnjujemo Božjo voljo. In ta Božja volja je brezpogojna ljubezen, ki jo sprejemamo in jo darujemo
sebi in vsem bližnjim. Hvala lepa za vso vašo pozornost.